Naša ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je pravzaprav majhna šola. Imamo 400 dijakov in 50 zaposlenih, od teh je 40 učiteljev. Prav ta posebnost pomeni, da vsak dijak je prepoznan nekako, da lahko razvija svoje interese, da lahko izrazi svoje potrebe in da tudi v šoli znamo prisluhniti in odgovarjati na te potrebe in izzive, ki nam jih postavljajo tako dijaki kot seveda tudi pričakovanja iz okolja. Ti naši programi so ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in pa medijski tehnik. Vsi bazirajo predvsem na poudarjanju znanj z področja informatike. Prav tako poudarjamo tudi poslovno komuniciranje. Imamo 3 oziroma 2 tuja jezika, torej nemščina in pa angleščina, kajti menimo, da mora vsak dijak znati seveda se pravilno izražati v slovenskem jeziku, kakor tudi mora poznati tuje jezike, tiste, ki se pač v našem prostoru najbolj uporabljajo, kajti v prihodnje bodo na svojih delovnih mestih prav gotovo te jezike potrebovali, da bodo čim bolje lahko zastopali svoje delovno mesto, svoje položaje in pa svoja podjetja. Koliko let traja šolanje in v zadnjih letih je največje povpraševanje po medijskem tehniku? Šolanje traja 4 leta na vseh 3 programih. Seveda se od gimnazijcev pričakuje, da bodo šolanje potem nadaljevali na univerzitetni ravni, no pa tudi ekonomski tehnik in medijski tehnik lahko nadaljuje z izobraževanjem. Največ se jih seveda odloča za izobraževanje po vertikali navzgor, to pomeni z področja stroke, za katero so se usposabljali že v 4-letnem izobraževalnem programu. No, v zadnjih letih pa ste poznani tudi po različnih čezmejnih projektih. Kakšni so ti projekti? Ja, ravno v jesenskih mesecih smo vstopili v projekt skupaj z Italijani in pa Avstrijci. Projekt se imenuje Družbeno odgovorno podjetništvo. Mi smo se že začeli pripravljati, najprej seveda tim profesorjev, deloma že prenašamo določene izkušnje na dijake, predvsem zdajle ocenjujemo njihovo predznanje na tem področju. Tako da bomo raziskovali predvsem, kakšno je stanje v Sloveniji, kako so naša podjetja odgovorna za družbeni razvoj, kako skrbijo za eno kakovost našega življenja in ko bodo dijaki to prepoznali in morda tudi odkrili podjetje, ki ima dobra izhodišča in ki že dela družbeno odgovorno, bodo taka podjetja tudi izpostavili, predstavili potem še ostalim vrstnikom na teh mednarodnih srečanjih v Benetkah oziroma v Avstriji.